Kako izgleda DJ šola, koliko imate učencev? V bistvu zdaj je tak DJ šolo, ki jo imamo, mislim, jo v bistvu izvajamo individualno. Tako da je čisto odvisno. Na začetku smo začela z temi vpisi pa z skupinskimi in smo potem videla, da, ker smo še vedno, ker na to smo odprti 4 mesece, ne, midva še vedno tudi tipama trg, pa se učima. Teda so vse, kar delamo, tudi pilotske, kako naj rečem, stvari. Ne veš, kaj delaš v bistvu, ker pač greš tako, pa sistem v bistvu spostavljaš, pa vse, ne, ker mi smo se tega lotila, mislim, ni tega, ne vem, kje si ne vzamemo, jemljamo vzrok, pa kam ne gremo pogledati točno, ker pri nas tega ni, ne. Tako da so individualno, ker se nam zdi, ker smo probali oziroma izvajamo, sva že izvedla ful dosti DJ, teh ne DJ šol, ampak DJ teh nekih kursov ali tečajev za različne inštitucije, kot so MKC Maribor, Mestni mladinski svet, pa v Rušah smo to delala. In smo ugotovila, da to s skupinskimi ne gre, ne? Da to z večjimi ljudmi naenkrat ne gre, zato ker potem tako v šoli, ne? Ker potem bi mi imela v bistvu šolo, da je 20 ali pa recimo 10 ljudi, in potem narekuje tempo tisti, ki najmanj zna, ne. Torej tisti, ki zna ful, v bistvu ne napreduje kaj dosti, ne. Dolgocajt, ja. Tako. Da smo potem rekla, da nam ta format ne odgovarja ravno zaradi tega, ker potem ne morajo biti vsi 100% zadovoljni, ne. Ker najn cilj pa je, da so vsi v bistvu zadovoljni z najno storitvijo, ne. Hvala se za to delaš, ne? Ja, ker na tak način zdaj v bistvu tudi delamo ful, ne delamo na marketingu ali pa na teh stvarih še zaenkrat, tako da imamo čisto od ust do ust. Tako sem nekaj začeli smo pred 4 meseci, pa skozi naš izobraževalni, mislim, ta sistem je šlo nekaj čez 20 ljudi. Tako da, ja. Zaenkrat kaj že vrejo? Zaenkrat je super, ja. Ful je zanimanje, ful je popraševanje. Ful so mladi v tem, jaz sem zdaj že star, ne, jaz sem od 29 bom naslednji mesec in jaz tega razumem. Ne. Ja, naslednji mesec, ja, fuck. Mislil sem reči v kratkem, pa sem rekel naslednji mesec, pa je res naslednji mesec. Glavnem, ja, jaz tega ne razumem več, pa jaz se moram v to muziko potopiti, ne vem, ne gre. Mogoče zato, ker je nikdar nisi poslušal, ker si rastel z drugo glasbo? Ja, se si ne poslušal, mislim, pač sem že bil na kaki, ne na takih eventah, kot vi, pa verjetno bolj elektronsko oziroma bolj komercialnih zadevah. Ampak ne, to pač, pa ko so me kolegi poslali, ko so začeli to poslušati, sem vedel tak, I don't see the point. To se ti zdaj na isto, ali kaj ti točno ni? Veš kaj, meni je ful veliko pomenijo besedila, no. Zato je punk rock ful verik, ker so to v večini ljudje, ko jih tak boli kurac, ne, da so punk. Pač mislim, kako to poslušaš, besedila so od ta večjih bedarij, do političnih stvari, do overall. Komad, ko ga zelo veliko špilam, tak, ko imam cajt, je Dirt Bike Rider, ko je pač besedilo When I was a kid, I never bothered with what my friends did, because all I wanted to be is a dirt bike rider. Pa gre, ne. Pač ni okvirjo, pač delaš bedarije in te folk posluša, ne. Kar je velika razlika od popa, ne, ko pač je basically vse isto, ne, ali pa pač, ne vem, ne bom šimfal pop muzike, ampak, kako bi rekel, besedilo je meni ful pomembno, preden je beat, ne, preden je melodika, meni je besedilo ful več vredno, no. In verjetno zato, no. Res je. Če boš kavo? Ne, hvala. Ok. In nisem se mogel, noter nekako vpeljati, ni mi bilo fajn nikoli. Tako si rekla, da bi je to tako sedlo, tako je meni kakva druga stvar, tako sedla mi to ni. Tako se pravim, ja, čisto odvisno. Je pa ful zanimivo, ful sem začel opažati tega, pa časih, ko na prevozah koga pelam, ne, pa se mi ena pač punca vsedla enkrat v avto, pa je bila tak, pač izgledala je punk, ne, izgledala je alternativna, pa sem to smo pa menila skozi v muziki, kao poslušaš drum and bass. Da je malo star si že. Kako lahko samo drum and bass poslušaš, meni ni jasno. Če moraš več vrste muzik poslušaš. Kaj ti poslušaš? Jaz tudi poslušam več vrst, ja. V svojem prostem času, ali kako naj rečem, ne. Ja, to je. Jasno, ja. Zato, ker pol lažje. Jaz sem ful odprta. Samo drum and bass.
Ja, definitivno, če bi samo eno stvar poslušal, bi ostal ne, pa bi mal zaprt v njej. Sploh če ustvarjaš muziko, je težko, ne, da ne bi šel ven iz tega. Nisi ustvarjalen, ja. Ja, verjetno nisi tak genij, da kar veš, kaj je, pa da namiksaš do benga. Jaz to včasih kak komercialni komad, ko jih imamo na radiju, poslušam doma. Ful je mal, ampak jih, ne, ker eni so pač dobro sproducirani. Eni niso. In pač tudi različne žanre poslušam. Ko pa prijem domov, je pa večinoma punk ali pa metalcore tudi, ampak dosti manj. Ja, jaz pa čisto odvisno, kaj mi sede, ne? Čisto odvisno od počutja tudi. Ne vem, zjutraj mi sede bolj chill. Tako, jaz si muziko v bistvu, ne da si jo prilagajam svojim počutju, ampak muziko prilagajam za to, kak naj bi se jaz počutila. Je to smiselno? Tako. Ja, je isto. Torej, zjutraj si tam naspidirane komade gor. Ja, torej, če vem, da je taki dan, da je sonček, da je chill, si dam neko bolj umirjeno, če imam umirjen dan, ne. Če pa imam na hype ali pa karkoli, pa pač temu prilagajam. No, tako da bi kavo spil, pač isto je meni. Tako, yes. Pač daš si komad gor, ko te zbudi, pač te zbudi, ker so Flogging Molly, Drunken Lullabies, ko pač ne moreš biti primer. Pa sploh, ker imam spomine iz koncertov od tega benda, je tako, cool, jaz sem zbojen, naravim kave. To fajn, ja. Pač ja, tudi zdaj, ko pišem pač stand-up, si dam vedno Metallico, Foo Fighters, pa že prije punk noter, pa prije NoFX, ko je ritem res nenormalno, da človek, to pa poznam, da se čudi človek, kako lahko on bobnar to zašpila. Sem pač, ker razmišljam o tem mindsetu, tudi ta mindset pišem, bolj vun, ne. Vsaj načrt je tak, upam, da bo tak izpadlo, ne. Ampak ja, pač muzika je definitivno za počutje, pač lahko si nastaviš preset, kaj boš delati iz dan. Ja, tako je kot neki background v tvojem življenju. Veš, ko gledaš filme. Ja, definitivno. Potem, mislim, oni tudi, če želijo prikazati nek žalostni prizor, pa nekaj tudi ga prikažejo z muziko, ga z muziko v bistvu pojačajo, ne, da ti začutiš tisto, da rečeš, Kaj je bila, ko je bilo po Terminatorju ali pred Terminatorjem je bilo neka serija, Sarah Connor je bila glavna, ne? Sploh ne gledam televizijo, tako redko, da vem, to smo mi gledali v srednji šoli 10 let nazaj po moje. In je bil nek full shooting scena, ko je full strelo, pač ono pokolje narejo, ne? Pa so dali country muziko zadaj. Pa je bilo tek fucking si se v tem menili, ja, bilo pa pač nekaj takega, pa je bilo ono, cool. Pa so se vsi naslednji dan v tem menili, ne, ko so to videli. Takrat, če ni bilo Netflixa pa tega. To ti tudi da zamisliti, ne da zamisliti. To je tisto, da veš, da v bistvu je muzika pomembna. Tako se nekako jih uporabljajo v filmu. Ne? Definitivno zelo malo ljudi je, ko ne posluša muzike. Tako da nekaj že. Ne? Pa si videla tiste, kaj si odlač? Da mi je to, da ne poznam dobenga, ko ne posluša glasbe. Mogoče, ker sem v takih krogih. Da zdaj razmišljam, če poznam koga, ko bi rekel, veš, jaz pa ne maram glasbe ali pa jaz pa je ne poslušam, pa mislim, da ne poznam dobenga. Jaz se pravim, ne, da mi je zdaj tak... Da me je zdaj malo ostalo, da sem se prav zamislila. Ampak ja, po moje ja. Ja, pač mislim, je nekaj. Si videla, ko so delali neke, ko so, mislim, da je bil pesek v nečem ujet in so spuščali pač muziko prek simfonije, ne vem kaj, in so se v tem membrani, kjer je bil pesek, so se pravilni vzorci začeli pojavljati, ne. In je tak fucking gledaš to 2 uri, če hočeš na netu. Ker je prav tak vsak beat pa vsak sprememba akorda je nekaj drugega. In je full fucking fascinantno. Tako da rezonanca je tudi pol v nas, ne? Pač to se v tebi tudi sprošča, ti vzorci pa kakorkoli. Ne? Razumem, najboljše tega, kaj sem gledal, ampak ja, fajn je. Ja, to je tudi recimo, da je človeško telo sestavljeno, to sem pa jaz gledala, ne? Da je sestavljeno iz ne vem koliko procentov vode. In potem zdaj, če ti daš vodo v kozarec, pa daš zvočnik zraven, ne? Isto vibrira, ne? Isto čutiš. Tako da jaz mislim, da je... Vibrira skozi tebe. Ja. Pa ne samo voda, v tebi vse ostalo tudi, ne? Se pač zvok odbija od tvojega telesa, ni samo, da čuješ muziko, pa da ti je fajn besedilo, ampak je dansko podaljšek tebe, kaj bi rekel tvoj glasbeni okus. That's deep, ne? Glih to smo da reči, ja.
Cool, ja, mislim, pa tudi, tako sem prej rekel, da obsojam ljudi glede tatuja. Tudi, ko mi nekdo reče neko muziko, ko mi ni fajn, sem tak, jaz ne bom s teboj nikoli prijatelj. 100%, ne? Tako, joj, jaz se ne smem smejati, ti si, ki rišeš, ti tetoviraš. Se zbiraš, lahko se smeješ, ti mi rekel, ko me Okay. Jaz mislim, da že tu, jaz mislim, da ti ne obsojaš, ampak samo ne vidiš nič skupnega z njim. Mislim, ne veš, kaj bi se vnaprej pogovarjal z njim, že ko ti v štartu reče neko tako stvar, si tak, ok, jaz ne vem, kaj se naj še pogovarjam dalje. Ja, vse isto, ko nekdo neka butastega reče, ko pač jaz ne morem, jaz kar zaštekam, tak pač, ko mi nekdo neka butastega reče, jaz sem tak pač, kak si lahko tak neumen? Prosim. Če ne ve. Mislim, veš, ne ve, ali pa drugače to dira, ko jaz, ampak jaz dobim ta občutek, da zaštekam, kot da bi me eno ročno potegnil, pa se ne morem več meniti s to osebo, pa mi gre na živce od tistega momenta naprej. A pa se ti zdi škoda časa, ne vem, ne škoda časa, pač tako se ti zdi ono, joj, tako superficial, ne, potem vse. Ja, mogoče se z moje perspektive zdi, ne, mogoče nisem celo osebe spoznal, ne, pa sem sam tam, ko se meni zdi superficial, prvo pikno, ne, pa je mogoče to narobe, sem jaz ne morem mimo tega. Čeprav imel sem pa enega cimra, ki je bil res smotan in mogoče od tistega zahejtam vse naprej, ko se mi zdijo smotani. Pa si mu predlagal, si mu dal kakve knjige, si mu predlagal kako izobraževanje ali si ga... Jaz sem bil tistih 8-9 mesecev, ko smo bili cimri ful zmeden, ker je vsak dan nekaj ful čudnega naredil. Pa pač bili smo srednji sošolci, pa sem vedel, da kadi travo, pa tak dalje, pa da pač je malo bolj tek, ga z rezervo jemljem, ne, ampak ko smo bila pa v isti sobi skupaj, meni šel tak na kurac. Jaz nisem vedel nič, kaj se dogaja tiste pol leta več, res, ne, koliko je bilo malo več. Pač eno šolsko leto smo bili sošolci. Vsak dan je z nečem tak neumnim prišel, da si bil pač tak, kaj se dogaja sploh? Pa kak si ti sredno naredil? Samo jaz pa mislim, da je samo na določeni neki stopni, veš, zavedanja samega sebe, pa okolja, pa sveta, pa ljudi, kakorkoli, ne. In pač on deluje iz tiste, ne. Iz tega, koliko pač ve, koliko ima znanja, koliko ima nekih informacij, koliko je nekih informacij prejel skozi life, ali pa... Definitivno. Tak. In pač jaz razumem take ljudi, ne, mislim, take. Zdaj spet... Nekdo mene pogleda, pa si misli iste stvari, ko se so ne mislim, ne. Pač, ne mogoče. Vem, ja, pa pač, tudi mogoče grem na kurec, pa sem zakaj pa temu človeku zdaj grem na kurec, kaj sem pa naredil, pa ne razumem. Definitivno so nivoji neke inteligence, ali kak bi rekel. To. Ne bomo ful politično korekli in pa rekli, da tega ni, ker to je. Res je. In pač vsi, ko se tebi zdijo glupi, na istih načinih dojemaš, ko oni, ko so nad tabo. Pač tak je. Jaz mislim, da niso glupi, ampak imajo manj izkušnji in manj informacij. Tudi to pač res. Ali niso radovedni, ali niso pripravljeni učiti, ali jim v življenju, ne vem, ful dosti vpliva tudi okolje, ne, pa starši, pa šola, pa Valjda. Karkoli, ne. Valjda. Definitivno se strinjam, ja. Ampak ne vem, jaz tega ne morem zdebiti, da mi gre nekdo na kurec, ker nekaj bude z tega reči. Pač to pa vedno tako. Se upam trditi, da... Okay. Fuck, jaz to moram videti.